Gros proti veslaškemu centru v Straži. V Metliki sprejeli občinski prostorski načrt. Spremembe pojasnjujejo kar na terenu. Dober večer. Sredi februarja so se 3 društva delujoča v občini Straža združila in ustanovila koalicijo Glas resnice občine Straža ali krajše GROS, Združeno gibanje civilne družbe. Združila jih je predvsem občinska namera za gradnjo veslaškega centra na Krki v središču Straže, ki mu v koaliciji nasprotujejo. Vanjo so se združili društva in gibanja, ki kot pravijo sami, nimajo političnega motiva, ampak je njihov glavni cilj varovanje naravne in kulturne dediščine. Projekt, kot je veslaška steza za veslanje na divjih vodah, v Naturo 2000 ne sodi, sploh pa ne na tako lepotico, kot je Krka. Župan Alojz Knafelj ne deli tega mnenja. Kajti za to smo dobili vsa potrebna soglasja, ko si v občinski prostorski načrt, veslaško progo bomo izgradili vedno, tako kot vedno, z vsemi potrebnimi soglasji. Steza naj bi potekala od jezu v Straži po levem bregu približno 250 metrov daleč in bi posegala na za zdaj zasebna zemljišča. Tu so kmetijska zemljišča prve kategorije, na katerih imajo lastniki parcel svoje vrtičke, po drugi strani pa se, bi rekel, pod oknom spalnic, da se umesti en športni objekt, kajakaška steza ljudi, je to seveda nedopustno. Lahko rečem tudi, da bo občina lahko gradila ta veslaški center samo, če bo pridobila vsa zemljišča, nikakor pa ne nameravamo, da bi šli v razglasitev. Znano je, da v Straži uspešno deluje rafting klub Gimpex, vendar je treba kljub temu upoštevati naravovarstvena merila, poudarjajo v GROS-u. Pripravljeni smo speljati v okviru GROS-a te akcije, ki smo jih zastavili. To je obveščanje javnosti, poučevanje javnosti, zbiranje podpisov in pa seveda v končni fazi se bomo poslužili vseh zakonskih določil in pa statuta občine, da to preprečimo. Projekt sicer predvideva poleg izgradnje kajakaške proge še klubski objekt, po trenutni oceni občine pa naj bi stal približno 1,5 milijona evrov. Po 5 letih dogovarjanj in pogajanj z državnimi nosilci urejanja prostora je občini Metlika uspelo uskladiti občinski prostorski načrt, ki so ga sinoči v prvem branju sprejeli tamkajšnji občinski svetniki. Gre za pomemben dokument, ki ureja gospodarjenje s prostorom v občini. To ne pomeni, da se bo zdaj delalo nekaj po novem. Vse to do zdaj je bilo potrebno že upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj. Vendar zdaj s tem dokumentom smo to vse spravili na eno mesto in bo dejansko tudi upravna enota imela lažje delo pri izdaji dokumentov. Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli tudi odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje njihove občine, ki pa se z novim odlokom ne bo spreminjal. Lahko pa rečem, da smo v repu po višini komunalnega prispevka. Nam primerljive občine imajo tudi po 10-krat večji komunalni prispevek, vendar v tem trenutku povišanje ni bilo smiselno. Se bo pa spremenila leta 2011 sprejeta ekonomska cena metliškega vrtca. In sicer se je z današnjim dnem znižala, v povprečju za slabih 6%. Ja, ta varčevalni zakon, ki je znižal plače javnim uslužbencem, je pripomogel k temu. K nižjim obratovalnim stroškom je pripomogel tudi njihov novi energetsko varčen vrtec, ki pa ni zaseden. Cena se bo lahko še znižala, ampak pogoj bo, da bo vrtec poln. V nasprotnem primeru bomo zelo težko shajali. Pred nekaj leti, ko je bil drugi otrok v vrtcu brezplačno, jim je primanjkovalo prostora, zato so gradili velik vrtec, ki pa v tem šolskem letu ni zaseden. Generacija otrok, ki jih letos vpisujejo v vrtec, pa je zelo majhna, zato se v Metliki bojijo, da bo jeseni v njihovem vrtcu še manj otrok. Prvič po novem letu so za občinsko mizo sedli topliški svetniki, ki so se seznanili s poročilom o delu skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva. Osrednja točka sinočnje seje pa sta bila osnutka proračuna za letošnje in naslednje leto.
Občina za letos predvideva za nekaj več kot 4,7 milijona evrov prihodkov in skoraj 5 milijonov evrov odhodkov. Za naslednje leto pa za dobrih 5,8 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 6 milijonov evrov odhodkov. Kot je poudaril topliški župan in še nekateri ostali svetniki, je proračun realen ter razvojno in naložbeno naravnan. Glavni projekt je zagotovo Suhokranjski vodovod. O tem projektu govorimo že precej časa, zdaj nekako se zadeva udejanja. Zelo smo tudi veseli, da smo pridobili sredstva za energetsko sanacijo osnovne šole. Dobili smo tudi sredstva iz razvoja regij za kanalizacijo naseljih. Z osnutkoma obeh proračunov se je strinjala večina svetnikov. Le Karmen Potočar in Gregor Razboršek sta bila proti, medtem ko se je Jože Gril glasovanja vzdržal. Najbolj me je motila proračun, ker je podobno sestavljen, kot je bil tudi pretekli proračun, kjer je večinoma denarja se namenilo za projekte in dokumentacije in po mojem mnenju je zelo premalo naravnan v realnost. Razliko med prihodkovno in odhodkovno stranjo bodo letos pokrili stanjem na računu iz prejšnjih let oziroma iz proračunske rezerve in s prodajo 2 stavbnih parcel na Cvibljah ali nekaj gozda, je dejal Muhič. Kako bodo pokrili primanjkljaj 200 tisoč evrov v naslednjem letu, pa natančno še ne vedo. Ali še pospešeno prodajati kakšne parcele ali nekako zamikati projekte, da se bodo premaknili tudi v leto 2015 ali pa najeti kredit. Predloga proračunov sta sedaj v javni obravnavi, o njima bodo ponovno odločali na seji konec marca. Predstavniki Komunale Brežice vabijo občane na informativne sestanke po krajevnih skupnostih. Razlagajo jim spremembe, do katerih je prišlo zaradi zakonodaje in drugačne organiziranosti v izvajanju te gospodarske javne službe. V občini je kar 20 krajevnih skupnosti in obiskati nameravajo vse. Gre za neke novosti, uvedli smo hišni odvoz odpadne embalaže, gre za nov obračun komunalnih storitev, nove položnice, tudi izvajanje pogrebne službe v vseh krajevnih skupnosti občine Brežice. Tako da smo pač želeli se ljudem približati, informirati. Veliko je bilo vprašanj, ki so prihajala na naše podjetje in smo pač želeli tako, da se usedemo pa da pač se z njimi pogovorimo. V Pišecah in na Bizelskem so se krajani množično odzvali vabilu. Ja, prav, da nam razložijo in nam malo prikažejo te monografe, pa to, da se ljudje malo znajdejo, ker malo je že starejših ljudi, pa tak, ne, tak, da je prav. Največ je tehničnih vprašanj, kaj sodi v katero embalažo, kakšen je urnik odvoza in morebitne posebnosti, pa kdo je zadolžen za pogrebne storitve. Ker so s 1. februarjem zvišali cene komunalnih storitev in po zakonu uvedli še neke novosti, Komunala predstavlja tudi, kako bodo sestavljeni novi računi. Tudi same postavke, seveda, zdaj pri novem obračunu, čeprav to še ni bila težava, ker nov obračun še ni bil narejen, prve položnice prihajajo šele zdaj v marcu, tako da smo želeli že prej priditi pa ljudem malo to predstaviti, da ne bojo preveč presenečeni, pa da bojo vedeli v bistvu, zakaj se gre, pa tudi lažje potem se na nas obračajo. Direktor pravi, da proučijo vsako pobudo ali kritiko, ki prispe na njihov naslov in skušajo poiskati zadovoljivo rešitev. Na Bizelskem so na primer izpostavili preveliko težo smetarskih avtomobilov, ki bodo uničili lokalne ceste. Uprava zavarovalnice Tilija je izjemno zadovoljna s poslovanjem v letu 2012. Prvi nerevidirani podatki namreč kažejo, da je družba letos sklenila z rekordnim dobičkom v višini 3,54 milijona evrov, kar je glede na leto 2011 52,5% povišanje. Dobiček je tako presegel načrtovanega. Zabeležili so 4,6% rast premije glede na leto 2011, povišal pa se je tudi tržni delež in sicer na 4,1% med vsemi zavarovalnicami, med kompozitnimi pa na 5,6%. Mi smo v letu 2012 zmanjšali stroške za skoraj za 2%. Konstantno se nam zmanjšujejo število zaposlenih, enako se nam tudi dviguje produktivnost na zaposlenega v vseh letih. Leto 2013 bo težko, a pričakujejo še boljši izid poslovanja kot lani. Mi smo kljub temu planirali 4,5% rast premije. Seveda dobiček bo šel z nekim trendom tudi nekoliko navzgor. Januarja je tako premija lepo rasla, avtomobilske škode pa so se malenkostno povečale, je dodal Kavšek. V Tiliji v Novem mestu sicer konec tega meseca začenjajo obnovo poslovne stavbe.
V tem času, predvidoma 4 mesece, bodo v pritličju delali normalno, drugi zaposleni pa se bodo preselili v sosednjo stavbo Nove Ljubljanske banke. Svež veter bo ob napovedani osvežitvi časnika očitno zavel v šmarješkem občinskem glasilu Razgledi. Tamkajšnji občinski svetniki so namreč na zadnji redni seji soglasno potrdili novo odgovorno urednico. Samostojna komercialistka Katja Kuhelj-Gorjanec je tako s sklepom občinskega sveta postala nova odgovorna urednica občinskega glasila Razgledi, ki občino na letni ravni stane dobrih 10 000 evrov. Brezplačno pa ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini. Pristojno telo občinskega sveta je sicer obravnavalo le eno vlogo, ki je ustrezala vsem razpisnim pogojem. Komisija se je pač odločila in na osnovi tudi privolitve ali soglasja uredniškega odbora, da predlaga občinskem svetu, da se imenovana edina prijavljena kandidatka za odgovorno urednico Razgledov. Do spremembe je sicer prišlo tudi na mestu podžupana. Izteklo se je namreč 2-letno obdobje, ko je to mesto zasedal svetnik Franc Anderlič. Do konca mandata, jeseni 2014, bo funkcijo podžupana upravljal svetnik Aleksander Durič. Pred 10 leti je luč sveta ugledal ženski košarkarski klub Novo mesto, ki je nastal na pobudo staršev, ki so pogrešali ta šport v Novem mestu tudi za dekleta. Leta 2011 so ga preimenovali v ženski košarkarski klub Krka. V tem obdobju je za novomeški košarkarski klub v vseh selekcijah igralo 200 deklet, danes jih je redno aktivnih 90. V glavnem je večina mladenk tudi kadet in tako da so mlajše. Do konca rednega dela v kadetski ligi imamo še 3 tekme. Zaenkrat smo na 4. mestu, ena zmaga od teh 3 tekem pa bi nas pripeljala tudi na Final Four. Pred 10 leti smo se odločili, da poskusimo in da ponudimo dekletom, da lahko trenirajo košarko brez vseh obvez. Začeli smo z ekipo malih, potem kadetinje. Vsa ta leta je to šlo strmo navzgor. Velik preskok je bil po letu 2008. Nov mejnik je bilo leto 2011, ko so Krkašice osvojile 2 naslova državnih prvakinj, nastopile so tudi na Evropskem klubskem pokalu v Moskvi. Mi imamo zdaj kar 4 perspektivne generacije. Pri nas v klubu trenutno deluje U10, U12, 14 in 16. U10 je začela z letošnjim letom, pa je že kar nekje bila v tem državnem prvenstvu. Od U12 letos pričakujemo zelo veliko, kot tudi od U14. Sledi še U16 generacija, ki je v zadnjih letih dosegla največ in gre letos tudi na svetovno šolsko prvenstvo na Ciper. Borec novomeškega Muay Thai Scorpion Gyma Mirko Vorkapić se bo 9. marca v španski Barceloni v sklopu Infusion Life tekmovanja pomeril za naslov svetovnega prvaka. Objektiv naše kamere ga je ujel med enim zadnjih treningov, ko se je v prijateljskem duhu pomeril z borci iz Hrvaške. Še poteka, ampak drugače že dober mesec treniramo tukaj dopoldne, kondicijske treninge za moč, popoldne, torej te treningi, sparinga, same tehnike pa dela na rekvizitih. Kdo bo njegov nasprotnik v velikem finalu, tudi ni več skrivnost. Borim se z Davidom Calvom, z španskim borcem, zelo perspektiven borc, tudi izkušen, ne sem perspektiven, nazadnje se tudi boril na K1 turnirju v Madridu, tako da lahkega dela ne bo niti zame, ampak tudi zanj. Moj cilj je jasen, zmaga, samozavestno dodaja Vorkapić. Naš skupen cilj pa naj bo čim lepše preživeti ta večer in konec tedna, ki je pred nami. Nasvidenje.